Torej, te navade v bistvu starši lahko najbolj prepoznajo na tak način, da se res otroci ukvarjajo, ne. Torej, to je tisto prvo, kaj starš potrebuje, a ne. Torej, ukvarjanje z otrokom, da so vsak dan skupaj, da se pogovarjajo, a ne. Šele na tak način bo lahko starš svojega otroka sploh spoznal, a ne. Bo lahko točno videl, kaj se pri njem iz dneva v dan dogaja, a ne. Prepoznal bo res globino svojega otroka, a ne. In na tak način bo tudi lažje prepoznal, kaj je tista stvar, ko mogoče pa že malo eskalira, a ne. In kaj je tisto, kaj je mogoče normalni del odraščanja ali pa nekih stisk otroka, a ne. Tiste neke univerzalne, bi temu rekel, neke simptome ali pa težave, ki pa imajo recimo mladostniki in so mogoče malo alarmantni in na katere je dobro, da so starši pozorni, sta pa taki dve stvari, dve področji. Prvo je to, da se otrok res umika vase, kot ste rekel, a ne. To pomeni, da mogoče manj nazaduje v šoli, se ne želi družiti recimo s svojimi sovrstniki, večinoma časa je zaprt v svoji sobi, mogoče gre na kak sprehod, ampak res sam. Torej, nekako zavrača družbo, a ne. Zavrača tudi pogovore s sovrstniki, s svojimi starši, a ne. Torej, postane malo zamišljen, malo v svojem svetu, a ne. Torej, lahko tudi recimo učni uspeh tukaj popusti, nima več nekega interesa, da bi hodil sploh na neke interesne dejavnosti, kot je mogoče glasbeni krožki, športne dejavnosti in tako naprej, a ne. To je en taki prvi res alarm, a ne. Drugi so pa mogoče psihosomatske težave, a ne. Otrok pretirano je, premalo je, izjemno shujša, recimo toži, da ga boli trebuh, da ima neki glavobol recimo, da se trese, da ima tesnobo, a ne. To so tudi eni taki znaki, ki niso običajni, a ne. Zdaj, tretja stvar, ki pa je pa mogoče pretirana impulzivnost ali pa angažiranost otroka, a ne. To pa pomeni, da mogoče otrok postane pretirano jezen pravzaprav na cel svet. Starši niso v redu, prijatelji niso v redu, šola ni okej, a ne. Torej, na vse stvari postane pretirano jezen. Mogoče tudi bojazljiv, se mu zdi, da so vsi pravzaprav proti njemu, a ne. Da to, kaj se mu dogaja, da je krivica in zaradi tega se začne dogajati eno uporništvo, a ne. In ko je otrok uporen, seveda odraža neko stisko, a ne. Seveda en otrok je mogoče malo impulziven, mogoče že malo v naravi, eno tako impulzivnost, ampak tista, ki je pa pretirana, je pa ta jeza, ena taka močna jeza, da se mu res zgodi krivica, a ne. In da on želi to krivico popraviti, a ne. In potem se lahko zgodi, da izjemno nazaduje recimo v šoli, a ne. Lahko se zgodi, da zelo prehaja v neke konfliktne situacije, se veliko krega s sovrstniki, lahko se zgodi recimo tudi fizični pretep, a ne. In to je res en taki velik znak, ko otrok postane pretirano uporniški, pretirano jezen na vse to, kar se mu dogaja, a ne. Še ena stvar, ki pa tukaj zelo pomembna, pa je perfekcionizem, a ne. Ker mi veliko govorimo zdaj o tej psihosomatski simptomatiki ali pa nekem umiku od šole, od sovrstnikov ali pa recimo nekem uporništvu, a ne. Pozabimo pa, da tudi perfekcionizem alarmanten, a ne. Torej, eno je, da nekdo želi biti uspešen, pa ima dobre ocene, drugo pa je v bistvu, ko se res pretirano žene za uspeh. Ko ima recimo otrok občutek, da je vreden samo takrat, ko je res popolnoma vse popolno. A ne, ko popoln v šoli, popoln v glasbi, recimo popoln v športu, popoln otrok, a ne, popoln prijatelj, a ne, ko se pretirano žene pravzaprav za to, da je res popoln, da dobi potrditev, a ne. In to je v bistvu ena taka situacija, ko mora starš res pomisliti, kaj je v ozadju, a ne. Zato, ker tukaj je, tako kot sem že prej rekel, je eno, da je pač otrok res ambiciozen in želi biti uspešen, drugo pa je pretiranost, a ne. In to so taka 4 področja, na katera je res dobro, da so starši pozorni, a ne.